Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Dobro jutro, dober dan, dober večer, v katerem koli delu dneva ste, spoštovane, spoštovani. Danes je z mano docentka, doktorica Katja Malovrh Rebec. Katja, a te lahko prosim, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljena? Hvala lepa. Ja, jaz delam že kar veliko let v znanosti. Dolgo časa sem bila zaposlena na inštitutu, ukvarjam se s stavbami, s gradbeno fiziko, svetlobo, z merljivimi učinki svetlobe na ljudi. In trenutno sem pa v bistvu povezana z dvema fakultetama. Tukaj na Univerzi v Ljubljani fakulteto za elektrotehniko, učim pa tudi na Univerzi na Primorskem, kjer v bistvu študenti z mano nekako osvajajo osnove energetske učinkovitosti stavb. Z mano so trenutno 3 doktorski študenti, delajo pri meni doktorat. Tako da to je en del moje poklicne poti. Drugi del moje poklicne poti je pa, da sem začela ustvarjati eno tako neprofitno združenje, kjer ustvarjamo različne programe in izobraževalne vsebine in skupine, mednarodne skupine znanstvenikov, kjer si med sabo pomagamo pri različnih izzivih, ki jih imamo v znanosti. Okej. Katja, če začneva midva čisto na začetku, preden prideva do teh izzivov, znanost. Zakaj je to nekaj, o čemer bi se pogovarjali tudi običajni ljudje, običajni v narekovajih? Torej nekdo, ki ni v znanosti ali pa ki ni znanstvenik. Ja, zdaj moj osebni pogled na to je, da je znanost v bistvu povezana s tem, da se pač sprašujemo se, kako stvari delujejo, kako mi delujemo, kako okolje deluje, kako različni sistemi delujejo. In če si želimo priti do pravilnih odgovorov, je pomembno, da se lotimo na tak način, da je to preverljivo. Se pravi, če jaz pridem do določenega odgovora, lahko tudi nekdo drug se loti pa preveri in bi mogla načeloma priti do istega odgovora. To je bistvo znanosti, za razliko od recimo podajanja nekih mnenj ali pa recimo pripovedovanja zgodb. Tudi pripovedovanje zgodb je zelo pomembno, ampak mislim, da je zelo neka osnova za kakovostno življenje, tudi srečno, zadovoljno življenje in tudi za sobivanje, se pravi za družbo, kot celota, dobro razumevanje, kako stvari pravzaprav delujejo, ker na podlagi tega lahko pol kakšne stvari popravimo, kakšne stvari dopolnimo, spremenimo ali pa tiste, kar res dobro deluje, obdržimo. In mislim, da je pomembno vedeti, da danes je znanost lahko zelo kompleksna, lahko je zelo veliko elementov prepletenih, tako da imamo en tak izraz, ki ga tudi jaz za moje študente uporabljam, da poskušamo, da stremimo k temu, da bi bili ljudje, da bi bili profili tako v T oblikovani. Se pravi, da znamo iti in v globino, ampak obenem znamo pa tudi tako v širino pogledati in povezati stvari med sabo v neko tako celostno stvar, ki deluje. Sama od sebe bi se mi sicer v tem trenutku zastavilo vprašanje, kako gledaš na znanost v primerjavi z alternativnimi resnicami, ker to je danes moderen pojem, ko pač vsakdo, ki mu ni všeč, kaj je uradna znanost, pove, si izmisli svojo alternativno resnico in jo celo uspe pomembnemu delu ljudi prodati naprej oziroma prezentirati kot alternativno resnico. Ampak mogoče ni še čas, da se o teh stvareh pogovarjava, bova to obdelali na koncu. Za naše poslušalce, poslušalke, ki niso iz akademskega sveta, a je bolj prav znanstvenik, a je bolj prav raziskovalec? Oboje? To je pa triki vprašanje, a ne. Ker tega odgovora tudi jaz pravzaprav ne vem. In smo se parkrat v različnih situacijah znanstveniki med sabo o tem pogovarjali in debatirali. Verjetno je to stvar slovenščine tudi, ne. Sicer imamo tudi v tujini researcher pa scientist, a ne, kdo je zdaj kdo. Jaz v bistvu jaz se bi kar malo distancirala od takega predalčkanja.
Jaz bi pravzaprav rekla, da potencial biti znanstvenik ima praktično vsak od nas. Ker tudi, če ti dobiš doktorat, recimo, če si prislužiš doktorat, ni nujno, da v resnici postaneš znanstvenik. In tudi v bistvu ogromno ljudi deluje po principih, ki so v bistvu znanstveni principi, pa nimajo veze z njihovimi nazivi ali pa z izobrazbo. Tako da jaz bi se kar malo od teh izrazov distancirala in bi rekla, da je mogoče za namene tega pogovora znanstvenik pa raziskovalec ena in ista stvar. Okej. Da si malo olajšava. Kako izgleda en povprečen dan v življenju znanstvenika / raziskovalca? Ja, dajva vzeti enega, koliko starega vzameva? Dajva vzeti 45 let starega raziskovalca. Okej. Dobro, no, vzemava eno tako, ke sem jaz. Pa jaz. Ja, mi v bistvu imamo že kar nekaj let, recimo 10 let ali pa tako doktorate, a ne, običajno. In naš delovni dan je sestavljen iz tega, da v bistvu običajno poganjamo neke že tekoče raziskave, iščemo nove raziskave, iščemo nove kolege, motiviramo kolege, ki jih že imamo, usmerjamo, kako raziskave peljati tako, da bodo rezultati razumljivi tudi drugim. To pomeni, da pišemo članke, pišemo mogoče kakšne konferenčne prispevke, včasih nastopamo takole ali pa na televiziji. Se pravi, toliko in toliko komuniciramo tudi s tistimi, ki so izven znanosti, in jim poskušamo predstaviti, kaj smo ugotovili. In pa toliko in toliko časa v bistvu tudi rabimo malo enega lera, malo miru. V tem času pa v bistvu razmišljamo o tem, kako bi rešili tiste zaplete, ki nastajajo pri raziskavah, ali pa kako bi kakšne nove zanimive stvari še lahko poskusili, da bi prišli do enih novih odkritij. In ta nova odkritja, je to nekaj, kar dobršen del kariere nekdo drži zase, na tem dela, raziskuje, ali je to nekaj, kar daš čim prej ven, da čim prej seznaniš javnost in kolege iz tega področja, zato da se lahko začne razvoj razvijati dalje? Ja, to je super vprašanje. Bi pa še nekaj dodala k prejšnjemu, ker sem v eni taki majhni meri omenila, ampak mogla bi veliko bolj to poudariti. Mi tudi večinoma poučujemo, a ne, na fakultetah ali pa v kakšnem drugem setupu, v kakšnem drugih okoliščinah. In pravzaprav tudi ta del predajanja znanj znotraj znanosti in izven znanosti je verjetno en velik, velik del časa pač namenimo temu. Zdaj pa nazaj k vašemu vprašanju. Tvoja, dotikava se. Pardon. Ne, res je. Ravnokar sva se zmenili, tako da oprostim. Ja. V bistvu tako, ne. To je eno res tako središčno vprašanje, ne. Ogromno ljudi se pač boji, da se jim bo nekaj ukradlo, a ne. In to se pojavlja povsod, ne samo pri znanstvenikih, a ne. Tudi recimo pri podjetnikih, a ne, je ena takih pogostih tem pri mladih podjetnikih, da jim bo en ukradel idejo, ne. In je zelo pogosto pač pol taki bolj izkušeni podjetniki razložijo, da sam z idejo običajno si ne moreš kaj dosti pomagati, a ne. Ker je bistveno, kako jo boš izpeljal, če jo boš sploh uspel izpeljati. Če boš uspel pritegniti dovolj ljudi, da bojo pomagali jo kakovostno izpeljati, dovolj ljudi, da jo bojo pol uporabili tudi, da bo nekaj uporabnega iz tega nastalo. Tako da jaz bi rekla, da ta miselnost, a ne, kjer te je strah drugih, zna biti tudi velika prepreka, ja, v znanosti, na žalost. Zato ker dejstvo pa je, da ta dobra znanost se ponavadi dela tako, da je v skupinah. Da so vpleteni, vključeni drugi ljudje, po možnosti so tudi drugi profili. Zato ker šele tako dobiš lahko en bolj celostni pregled nad tem vprašanjem, ki si ga zastavljaš. In prej, ko zbereš pogum, bolj, ko si v bistvu take sorte človek, da si daš nekako za cilj, ne da je to nekomu lahko delati, ker v bistvu ni nobenemu, ampak da si daš za cilj, da greš izven cone udobja in da se izpostaviš in da pokažeš, se pravi, da poveš, tole ideja, to so pa rezultati, ful so nepopolni, ampak pravzaprav na tem delam, a ne, in dobiš en feedback. Prej, ko to narediš, boljši so običajno rezultati. In dolgoročno gledano je to taka znanost, ki v bistvu uspeva. Ker če ti zelo dolgo časa, leta in leta nekje sam čaraš, je zelo veliko vprašanje, a kaj bo iz tega ali ne, no. Zdaj, jaz laično na znanost gledam
preko kar nekaterih mitov, a ne, da je to, da se običajno rodijo najboljše ideje iz nekega kaosa, iz nekega dolgčasa, usmerjenosti mogoče v, neko razmišljanje leta in leta trajajoče, pa igranje z nekimi idejami, a ne, pa imamo pred očmi, ne vem, Einsteina z njegovimi, ne vem, trapastimi domislicami, tako kot se laično prikazuje navzven. Kaj je pa resnica zadaj za znanstveniki? A je to, nekaj, kar se rodi iz naključnih poskusov, iz kaosa, ali je to nekaj, kar je zelo strukturirano, ke je pomembno, da imamo neko rutino s tem povezano? Ja, tukaj ni po moje en tak enoznačni odgovor. In mislim, da je zelo povezan s tem, da različni ljudje na zelo različne načine pridemo do nekih rezultatov ali pa na cilj. In tudi skupine, a ne, dinamike v skupinah so zato lahko zelo, zelo različne. Si pa mislim, da je, če je podstat katerihkoli aktivnosti pogum pa neka radovednost, pa da te zanima, a ne, potem je pravzaprav vseeno, po kateri poti se do tega pride. In ja, nekateri so zelo, zelo, organizirani in recimo tudi, ko pišemo, se pravi, mi najprej opišemo, kaj bomo počeli, a ne, v neko projektno prijavo, potem dobimo financiranje in potem šele začnemo te raziskave izvajati, a ne. Nekaterim je zelo v bistvu preprosto napisati, kaj bojo počeli, po korakih. Druge pa to v bistvu precej, jim je pa težko na ta način razmišljati, so pa veliko bolj spontani. In si zastavijo problem in začnejo v bistvu in poskušajo, ne, probajo eno pot, pa malo drugo, pa malo tretjo in pol vidijo tam, kjer pridejo skozi, in se pač ves čas malo prilagajajo. Tako da jaz mislim, da nobena od teh poti ni, da bi rekel, edina prava. Je pa zelo pomembno, po moje, vedeti, a ne, da je treba se popravljati. Tako kot če imaš dober projektni opis, to še ni končana zgodba, ker ko začneš izvajati, takrat se v bistvu šele dejanske težave pokažejo. Z vsem, vedno. Z opremo, z vzorci, z ljudmi vpletenimi, kakorkoli, a ne, bojo neki izzivi. In kako te izzive rešuješ, to zdaj pač spet postane tisto ključno vprašanje. A imaš eno podporno ozadje? A imaš ljudi, na katere se lahko obrneš? Neki svoj advisory board, bomo rekli, a ne, tako malo heco. Tako da v bistvu, če imaš te elemente dobro pokrite, lahko pol prilagajaš in tako počasi, postopno, a ne, iščeš pot, da prideš do nekih zanimivih rezultatov. In, o tem podpornem okolju je, recimo zelo veliko govora tudi na tvoji spletni strani, kajti, očitno je tako, da se sploh ne zavedamo, koliko podpornega okolja pravzaprav neki raziskovalec, neki znanstvenik rabi. Zakaj? Kaj je tisto, kjer, lahko naleti na ovire in, kaj so najpogostejši, dajmo reči, razlogi, da nekdo odneha, da preprosto ne gre več naprej? Ja, jaz bi rekla, da je, tako na splošno zavedanje v naši družbi danes, a ne, določene stvari so slabe danes, a ne, ampak imamo pa par stvari, ke je fenomenalno živeti v tem obdobju, v katerem živimo zdaj mi. In mislim, da zavedanje, a ne, recimo to, koliko mi rabimo podpore, koliko vplivajo drugi ljudje na nas, koliko v bistvu je pomembno imeti, mentorje, in če pač ti niso dani, je tvoja dolžnost poiskati ljudi pravzaprav take in se obdati z njimi, ki ti bo omogočalo osebno rast in se enostavno razvijati naprej. In mislim, da če kdaj, potem v tem obdobju danes mi lahko to počnemo. In to se mi zdi res super. Po drugi strani se mi pa zdi, da prav znanstveniki pa so taka mogoče skupina ljudi, ke se mogoče tega malo manj včasih zaveda. Se pravi, ena od lastnosti, ke sem jo jaz pri vodenju opažala, a ne, tudi pač mojih skupin, je, da smo dostikrat mi obremenjeni s tem, da moramo imeti prav. Ne, ke mi nekaj povemo, mora to držati, a ne. Pustimo to, da seveda se velikokrat pokaže, da tudi v bistvu neki znanstveni izsledki, a ne, so v enem trenutku pač najboljše, kar smo sicer znali izračunati, izmeriti, kakorkoli, ampak ne vem, čez čas, kasneje, ne, pa niti ni nujno, da zelo daleč naprej v prihodnosti, se pač lahko pokaže, da kaj bistveno bolj znamo izmeriti ali pa drugače in se pokažejo tudi kakšni drugi elementi, ki smo jih mi morda spregledali ali pa so nam takrat nekako so se izmuznili, niso se zdeli toliko veliki, kakorkoli. Tipičen primer recimo bi bil, ne, 20 let nazaj je veljalo, jajca, ne, to ni najboljše v dieti, a ne.
In predvsem v povezavi na primer s holesterolom. To zdaj čisto laično govorim, ne. Danes vemo, da je bil to v bistvu mit in je bilo to večkrat že debankano, ne, da v bistvu ta stvar ne drži na tak način, kot je veljala takrat. In gre za to, ne, da v bistvu se znanstvenik pol lahko počuti zelo tako, ne smem ničesar reči, dokler nisem 100%, ne 1000%, da je to res, a ne. In tukaj smo lahko pod enormnim pritiskom. Jaz pa mislim, da je v bistvu to tudi malo povezano s tem, kako družba gleda na nas, a ne. Se pravi, da si nekako po svoje mi ne znamo vzeti, pa tudi po drugi strani si je kar težko vzeti malo prostora, da se bojo določene informacije še popolne. Da v bistvu mi dnevno praktično najdemo nove načine, kako nekaj še zmeriti, kako nekaj še dokazati na en drug način, kako preveriti. Tako da v bistvu s tega vidika, ne, imamo eno tako nehvaležno nalogo, ker vedno povemo samo delni rezultat, čeprav sami upamo, da bo to končni rezultat. In mislim, da prej, ke se s tem sprijaznimo, prej, ke to nekako sami pri sebi se s tem pač nekako spoprimemo, a ne, ali pa spoprijateljimo, lažje je, a ne. In vsekakor mislim, da spet nazaj k skupinam, a ne, to, da v bistvu imaš neko podporno okolje, ke ti pomaga, a ne, iti čez to in ke ti mogoče tudi rečejo: "Okej, ne, ampak tole vprašanje, ke se ga ti sprašuješ, je mogoče po pomembnosti vendarle samo en tak manjši delček celote, ne. Vprašaj se še to, pol pa drugo pa tretje, pa bo pol mogoče lažje ti tudi priti čez to in lažje priti do enih takih bolj pravih temeljnih znanstvenih spoznanj, a ne." Preden greva naprej na podporno okolje, to, kar si zdaj omenila, saj ne samo, da ste znanstveniki v precepu, pa da ste zmedeni, kako smo šele uporabniki. Ne vem, primer, med mojo prvo in drugo nosečnostjo je minilo 3 leta. Pri prvi smo uvajali hrano popolnoma drugače kot 3 leta kasneje pri drugi hčerki. In preprosto tako zelo veliko stvari se spreminja, praktično na mesečni, na letni ravni. A lahko temu rečemo novi izsledki, novi trendi, nova dognanja, kakorkoli, ampak na trenutke je kar težko slediti. A je to zato, ker znanstveniki med seboj tekmujejo, kdo bo ovrgel prejšnjega, ali je to zato, ker se na splošno tako zelo znanost spreminja in prihajamo do toliko kvalitetnejših analiz in rezultatov? Ja, to je mogoče težko meni odgovoriti. Jaz bi bolj rekla nekaj drugega še tudi pomembnega, a ne. Mislim, da smo si naredili kar precej kompleksen svet in ključno je, a ne, kako se pretakajo informacije, ki pa se včasih ne najboljše. Kljub temu, da smo mi pravzaprav tako, ne, imamo vse možnosti, da bi bili povezani, ne. V bistvu vse v neke silose ali pa v neke chamberje, se pravi neke, kako se reče, sobe, kjer odmeva ista stvar, a ne, ujamemo. In tudi znanstveniki na neki način seveda imamo ta problem, da težko izvemo vse, kar drugi znanstveniki počnejo, recimo z našega področja, v realnem času, pa tudi če si želimo in tudi če je to zelo dobronamerno, je to enostavno toliko kompleksno, a ne, pač sistem je postal tako zelo bogat, a ne, z informacijami, da je to izziv. In tukaj je zanimivo za moje pojme, ne, mislim, da nam lahko ta nova orodja na osnovi umetne inteligence izjemno pomagajo. In tudi v bistvu si že z njimi veliko pomagamo, vsaj jaz recimo osebno si zelo pomagam z njimi. Za iskanje in filtriranje informacij so lahko odlična in za kategoriziranje, se pravi pač metapodatki, a ne, lahko postanejo naenkrat bistveno bolj uporabni, kot bi bili, če moraš to početi peš, sam, a ne, kar skoraj enostavno pač ni izvedljivo, no, realno gledano. A te lahko prosim še za malo več insighta, na kakšen način uporabljaš umetno inteligenco, denimo zato, da metapodatke pretvarjaš v uporabne podatke? Ja. Katere programe, na kakšen način? Pri nas tipično, a ne, poteka delo tako, da mi recimo, konkretno jaz se ukvarjam z neslikovnimi učinki svetlobe. In to je eno bogato, zelo zanimivo interdisciplinarno področje. In jaz ga zelo natančno spremljam že 15 let. Ampak in tudi poznam osebno večino znanstvenikov na svetu, ke se s tem ukvarjajo, se tudi dobivamo občasno in približno vem, kaj počnejo. Seveda je to čisto nerealno misliti, a ne, da bi lahko jaz od vseh izsledke spremljala, od vseh projekte, od vseh članke brala. Tako da v bistvu je eno bolj takih uporabnih orodij za mene tisto,
ki mi s pomočjo, bom rekla, se pravi, dobre uporabe brskalnika spletnega in pa seveda velikega jezikovnega modela, pomaga najti povezave med posameznimi objavljenimi članki. In najbolj interesantno je pa to na tistih mestih, kjer se v bistvu znanost, s katero se jaz ukvarjam, dotika enega drugega področja, mejnega področja, ker to bi običajno človek zgrešil sam od sebe. Se pravi, v bistvu, čisto konkretno, a ne, ta orodja recimo delujejo tako, da vidi, koga je v referencah uporabil en članek, pa drug članek, pa tretji članek, in ti to v bistvu vizualno predstavi, kako je med sabo povezan, pove ti za avtorje in v bistvu tudi avtorja, ne, ker določeni avtorji ostajajo recimo dolgo časa znotraj enega področja, določeni se pa malo pomikajo, a ne, niso skozi čisto na istem mestu. In potem ti to omogoča, no, da lažje vidiš, a ne, kako se, kdo dela zanimive prebojne stvari ta trenutek, ne, to za nas zdaj na primer dober primer. Zdaj mogoče za recimo enega mojega doktorskega študenta, kako mi začenja svojo temo, a ne, je pa lahko vrhunsko orodje tako, ki mu sploh pove eno drugo orodje, a ne, ki mu pa naredi en osnovni pregled. Tako da on sploh vidi, na katere vse stvari biti pozoren, katere vse ključne besede se pojavljajo, kateri vse avtorji so, ali pa katere vse so tiste študije, ki so recimo bile ogromnokrat citirane, se pravi, so zelo bazično znanje, ki ga mora tudi on osvojiti, če bo hotel na tem področju nekaj novega narediti naprej. Okej, hvala, za to stališče, ampak umetna inteligenca gor ali pa dol, na koncu sva v bistvu začeli s tem, je zelo pomembno podporno okolje. Jaz bi mogoče tukaj samo malo razširila najino debato, da bo, meni se zdi to izredno pomembno za vse področja, ne glede na to, s čim se nekdo od nas ukvarja. Ali si v znanosti, ali si v gospodarstvu, ali si v poslovnem svetu, ali si učitelj. Podporno okolje verodostojnih ljudi, ki ti na določenem področju lahko s svojim znanjem, svojimi izkušnjami, svojimi principi, ki so se obnesli, ki delujejo, pomagajo, kako določene prepreke preseči, a ne. Kaj so ti podporni mehanizmi v znanosti? Kje jih imate? Kje jih je premalo? Kako se trudite v tem smislu? Ja, zdaj jaz bom pač svoj vpogled v to lahko predstavila, ne splošno, ampak jaz bi v bistvu pravzaprav to zgodbo začela nekje na eni presečni točki. Zame je bila, ker sem v bistvu zamenjala mentorja za doktorat. In to je bila zelo velika stvar, to se ne dela skoraj praktično. Ampak jaz pač enostavno sem ocenila, da ob tem mentorju ne bom dokončala. Problem je bil ne samo v njemu, a ne, tudi v meni, pa mogoče v okoliščinah. Vsekakor sem jaz si želela drugačen ta mentorski odnos in vodenje. In takrat sem mogoče prvič malo bolj tako strukturirano razmislila o tem, kakšen je dober vodja. Jaz sem v bistvu pred tem delala kar nekaj let v gospodarstvu. Tudi sama sem postala že zelo zgodaj ena taka manjša vodja. In potem sem v bistvu kar nekaj časa rabila, da sem našla mentorico, ki je bila nekako po mojem tem modelu. In moram reči, da to je bilo en čas vmes, sem se spraševala, če bom sploh pač prišla na cilj. Na koncu pa tako, kot pravijo za veliko stvari, a ne, da se pol za nazaj že pokaže, zakaj je bilo nekaj vredno, a ne. Je v bistvu ta moja mentorica ostala z mano tako življenjska mentorica, no. Ne samo, da sem ful dober doktorat ob njej naredila, ampak sva tudi pol še veliko v bistvu sodelovali in še zdaj sodelujeva in zmeraj praktično skoraj pri čemerkoli se lotim, me podpira. In je fenomenalna, na razne načine je enostavno fenomenalna ženska, res navdihujoča. Hkrati sem imela pa v bistvu še somentorja, ki sta se tudi super dopolnjevala. In tudi njega izjemno spoštujem še zdaj. In se mi zdi, pač res se mi je nekako to poklopilo, da sem lahko ob njiju delala in je to ostalo z mano. In tako kot recimo tudi v službah, v gospodarstvu, ker je ostalo z mano, kdo so bili dobri vodje in kdo ne, tako v bistvu tudi v znanosti precej podobni principi veljajo, pri čemer si jaz trenutno mislim, pa mogoče se bo kdaj pokazalo, da ni temu tako, ampak mislim, da znanstveniki še rajši rečejo to, kar se tudi v gospodarstvu dogaja,
da je važno, da je nekdo dober strokovnjak, pri nas pa dober znanstvenik, da je važno, da res obvlada temo, a ne, in da to tudi, če pač vodstvene veščine ni toliko naštudiral, se mu bo pa že spregledalo. Jaz mislim, da je to kar velika težava, no, v resnici. Zato, ker znanost se dela danes v skupinah. In sam toliko malo lahko dosežeš v tem omejenem času, ki ga pač imamo na razpolago v enem svojem življenjskem obdobju, da je res žalosten, da ne bi naštudiral vodstvenih veščin. Ker so veščine, ki se jih da naučiti, vsak se jih lahko nauči. Learnable skill. Točno to. Tako kot so to, kot je recimo veščina nastopanja nekaj, ki mene noben ne more prepričati, da se to, mislim, izjemno redki ljudje so, ki iz nekih določenih objektivnih razlogov tega ne bi mogli. Zelo velika večina ljudi pa na enem nivoju začne in se lahko nadgrajuje. In ljudje smo znani po tem, da podcenjujemo to, koliko se lahko skozi nekaj let, na primer, z majhnimi koraki spremenimo, dopolnimo, nadgradimo načrtno, in pa koliko v bistvu, če kar pustimo, da grejo stvari po svoje, koliko pravzaprav zabluzimo, še posebej, če smo v nekem slabem okolju. Temu se reče pravilo 1%. A to je z avionom? Avion oziroma kakršenkoli napredek. 1% in kaj ti naredi 1% na teden v enem letu. Ja, drugače je tudi tisto z avionom, Z avionom, ko majčkeno povsem popravljaš, enako. pa lahko Tako. čisto zgrešiš. Tako. Ja, jaz sem zelo zagovornik tega. In v bistvu je to tudi za mene en temeljnih principov, kako se jaz, saj sem zdaj povedala eno tako zelo jasno zgodbo, a ne, kako je to pri meni odigralo, pač to je za mene res pomemben. S kom se obdaš in pač, da imaš take ljudi okrog sebe, ki lahko rečeš, da so ti mentorji, da si ti lahko tudi njim, ker mi običajno nimamo fiksnih pozicij, to je tudi ena važna stvar. Kaj je recimo velika kakovost dobrega mentorja, a ne? Da tudi on prisluhne in sprašuje. Se pravi, da zna po eni strani usmerjati in deli svoje izkušnje nesebično, enostavno pač pove stvari, ne da jih skriva, ne da skriva informacije. To je ena recimo takih zelo temeljnih stvari, a ne. Po drugi strani pa, da je tudi odziven, se pravi, da svoje, pravzaprav moji študenti, na primer, mene še največ naučijo, a ne, ali pa tudi moji otroci. Se pravi, iz tega feedbacka, a ne, se nazaj mi spet učimo in nadgrajujemo. In zato je tudi tako zelo lepo učiti, a ne, običajno mi, ki radi učimo, a ne, je to ena tistih glavnih stvari, ker v bistvu iz feedbacka razberemo, kje so še tisti manjki, kje smo mogoče mi še ne razumemo čisto dobro stvari, ali pa kje smo malo slabo razložili, ali pa kje bi bilo zanimivo še malo pobrskati, pa pač naprej se nadgraditi. Torej, če te še malo dalje sprašujem, orisala si, kako iz lastnih izkušenj, kako pomembno je, da imaš kvalitetnega mentorja. In če te vprašam, torej, kdo je zate dober mentor in kdo slab mentor, malo si orisala, a ne, neskrivanje informacij, odzivnost, feedback, kaj še? Kaj so lastnosti dobrega mentorja in kaj so lastnosti slabega mentorja? Ja, en tak zanimiv princip je ta, kako se, ne vem po slovensko čisto točno, kako je to, ampak growth mindset, se pravi, miselna naravnanost, da rasteš lahko, a ne. In mogoče V to je primerjavi s fixed mindset. tako, v ne. primerjavi s tem, a ne, da si v bistvu prestrašen in se, to tako bi jaz poenostavila, braniš, a ne, ali pa recimo mogoče tako, zdaj seveda zmeraj so stvari na premici, ne, ni črno in belo, ampak se ljudje pomikamo malo iz enega na drugega konca, ampak kje, a ne, nekako da stremiš k temu, da se čim bolj pomikaš k temu, ta dober modelu, a ne, te premice. Se pravi, eno je tudi, a ne, a imaš tako logiko na osnovi strahov ali pa logiko na osnovi upanja, a ne. In to je tudi v bistvu stvar odnosov, to je zelo stvar odnosov. Se pravi, Scarcity mindset. recimo, ali Ni pa prav, zaželen. ja, ali pa prav tako, ne, prav v bistvu prav termin, a ne, se pravi fear-based ali pa hope-based mentality, a ne. Se pravi, gre za to, a ne, a boš v bistvu ti v svojem sogovorniku videl nekoga, ke bosta skupaj naredila še več, se pravi, ne 1 + 1 kakor 2, ampak dejansko daš 1 in 1 skupaj in bo 11, ali boš v bistvu videl v njemu nekega tekmeca, nekoga, ke bo, ne vem, te enkrat zamenjal in tako naprej, a ne. In če recimo iz tega izhodišča, a ne, zdaj pogledava na mentorski odnos, bi jaz rekla, a ne, da so, bom kar s slabimi začela. Najslabše, a ne, so tisti mentorji, ki uporabljajo mlade za doseganje svojih ciljev. Se pravi, jih v bistvu k sebi pritegnejo zato,
Glih mi je rekel en od mojih doktorskih študentov je rekel Madonič na eni konferenci, mislim, sem se pogovarjal s parimi in so tako kot tajnice praktično s svojim mentorjem, a ne. In dejansko, se pravi, v bistvu namesto, da bi mentor učil enega novega znanstvenika, da bo svoje področje razvil, da bo svoje v bistvu veščine tako razvil, da bo zmožen samostojnega znanstvenega dela, ko dokonča doktorat, kar je nekako ideja doktorata, jih uporabljajo za neke take bolj specializirano delovno silo, ki njihove cilje pravzaprav uresničujejo, a ne. Se pravi, Denimo, da se sami podpisujejo to so pa, ja, tako je pa pol na koncu to navzven vidi, ja. Ampak že a ne, že sam pri samem, že uvodoma, a ne, nikoli mogoče niti niso imeli v mislih, da bojo temo, ki jo bo razvil doktorand, njemu pol tudi predali oziroma jo bo on pol razvijal naprej, a ne. In tako se pogosto, mislim, relativno, jaz kar nekaj takih primerov poznam, a ne, kjer v bistvu doktorandi po končanem doktoratu so izgubljeni. V bistvu niti ne vejo, kako bi zdaj naprej, a ne, ker prvič si niso vseh veščin razvili in tudi teme konec koncev si niso definirali, ampak so ostali zelo navezani na mentorja, a ne. Tako da, in zdaj, če kot kontrast, a ne, povem, pri meni recimo, a ne, so se stvari res vrhunsko poklopile v tem smislu, da sem lahko odločala o svoji temi, da sem jo lahko sama razvila, da je bila res moja in da sem pol od tam naprej lahko, nadgrajevala, a ne, pač ta podpodročja in sem ves čas tako čutila, a ne, da je to nekaj, kar sem jaz zgradila, a ne. In to vsekakor tudi jaz recimo mojim želim dati, a ne. In eni rabijo zdaj dlje, eni rabijo malo manj, eni rabijo tako spodbudo, eni malo drugačno, a ne. Eni včasih tudi zamenjajo recimo, tudi meni se je že zgodilo, a ne, z mojimi študenti, da malo zamenjajo, malo probajo nekaj, pa se tam ne najdejo, pa probajo nekaj drugega. In mislim, da je to tudi naloga mentorja, da dovoli, da se malo iščejo mladi, ampak hkrati, da jim pa ves čas malo tudi trka na vest, a ne, da je pač treba, se pravi, da prepozna to razliko, kadar se človek hoče izogniti, a ne, nečemu, ke v bistvu bi bilo treba narediti, ker pa bo povzročilo rast, in pa kadar v bistvu samo rabi malo, v resnici malo prostora, da niso stvari na silo. Ker ta vzdrževanje ravnovesja je pa nekaj, kar itak mentorji pa tudi starši, a ne, smo ta glavni čuvaji, da pač od odzunaj, ke gledamo, da lahko povemo: "Okej, tole je še v ravnovesju zdaj, zdaj pa to že malo preveč predaleč šlo, a ne." In moramo pač znati ustaviti. Tako. Drugo, ke pa je pa seveda, a ne, nabor veščin. Mi vemo, kateri nabor veščin pripelje do tega, da lahko kot znanstvenik samostojno opravljaš svoje delo. In mislim, da je to tudi eno tako področje, ne vem, koliko to ostali organizirano o tem razmišljajo, jaz pač sem, zato ker sem tudi jaz, a ne, seveda bila v situaciji, da sem aktivno, a ne, ke sem menjala mentorja, aktivno to spraševala, iskala in pol tudi na neki način, da rečem tako, zahtevala, pač prosila, a ne, prosila te točno določene stvari, a ne. Katere so te veščine? Jih znaš našteti? Ali pa vsaj opisati? Vsaj nekaj, a ne. Recimo, seveda je pač malo po področjih to, a ne, ampak recimo za mene konkretno je bilo pomembno se naučiti merilne tehnike, je bilo pomembno se naučiti, uporabo določenih pač merilnih inštrumentov, je bilo pomembno se naučiti vsaj do enega nivoja, analiziranja podatkov, programiranje, seveda pol tudi vizualizacija, predstaviti, a ne, rezultate in tako. To so vse neke take, se mi zdi, temeljne veščine, ke tako in tako zapadejo pod znanstveno delo, a ne, če hočeš neki eksperiment ponovljivo izpeljati. Potem so pa še tudi druge veščine, a ne, na primer, kako znaš poiskati informacije, da razložiš zgodbo, zakaj je to pomembno, kam to paše v neki večji sliki, kaj so že drugi prej počeli, kaj trenutno še drugi počnejo in zakaj je to, kako se to vključuje, a ne, tvoje delo v eno večjo sliko. To je tudi pravzaprav veščina. Potem recimo je veščina pisati. Znanstveno pisanje je pač malo specifično, a ne, pisanje, kako mi napišemo stvari, in to je definitivno veščina, ke se jo lahko, ke se jo tudi ves čas pravzaprav še učiš, če smo iskreni, ampak nekaj, kar pač je en tak uvoden set, no, brez katerega ne moreš pravzaprav, a ne. Potem kaj so še take veščine? Gotovo so še na mehkem področju, to jih je zelo veliko, se pravi, na primer, to, da znaš dobro upravljati s svojim časom, da znaš pozitivno pogledati na stvari, tudi kadar se ne iztečejo čisto v redu. Da znaš reševati konflikte, ke nastajajo, oziroma usklajevati različne poglede, ke se zmeraj pojavljajo. Da razumeš sisteme financiranja. To je zelo pomembno. To je danes vedno mlajši znanstveniki bi se mogli verjetno tudi o tem podučiti. Jaz sem sicer
v prostem času pred leti napisal eno knjigo o denarju. Ampak to se mi zdi ful zanimivo, a ne, kako se na koncu koncev k tem sredstvom, a ne, kako pridobiti sredstva za te stvari, ki jih v bistvu želiš izvajati, ker to je tako podobno kot podjetništvo, a ne. Podjetniške ideje tudi ne moreš izpeljati, če nimaš nekih zagonskih sredstev. In tako podobno je tudi v znanosti. Ti imaš lahko vrhunsko idejo, ampak če si ne znaš zagotoviti sredstev, poiskati sodelavcev, zrihtati opreme, potem pač enostavno boš težko to izpeljal, a ne. In že mladi znanstveniki se pač postopno po majhnih korakih to lahko učijo, a ne, od svojih mentorjev. Koliko je pa pomembno, da je ob boku dobremu mentorju tudi dober študent? V smislu ravno tako growth mindseta, odprtosti, da torej ne kot študent oziroma kot, ne nastopam v smislu, zdaj bom pa jaz povedala, kakšne so moje potrebe, ampak da je dejansko odprtost za to, kaj ti ta človek, tvoj mentor, ima za predati naprej. To je ful zanimivo in super vprašanje. Jaz mislim, da sem bila zelo slab otrok, slaba hči. Jaz enako, se zato pa sprašujem. Študent. Kdaj se tega naučiš? Ja, a ne, mislim, tako bi tudi rekla, a ne, da zdaj, ko gledam recimo svoje otroke, mogoče jih celo tudi tako usmerjamo konec koncev, a ne, da jih v bistvu na neki način nehote pripeljemo do tega, da nehajo spraševati dovolj. Nehajo dovolj spraševati na različne načine ali pa jih, ne vem, ne učimo to dovolj dobro, a ne, zato ker ta umetnost spraševanja, a ne, in to z enega radovednega stališča, brez da si obremenjen, kaj bo zdaj mislil ta, ke ga sprašuješ o tebi, ker ne bo običajno nič mislil, ker ljudje bistveno manj razmišljajo o drugih, kot si to domišljamo, a ne. Mislim, da je to zelo en tak ključen aspekt, a ne. Se pravi, jaz sem imela pred parimi leti v tej skupini, ke sem jo vodila na inštitutu, enega vrhunskega sodelavca, on je bil res tako fenomenalen in je prihajal iz tujine, je prišel iz tujine in, on je znal tako spraševati, da sem se čisto prav res usedla enkrat in to premišljevala dolgo časa in potem sem dobila 3 dobre knjige si. Ena od njih je Dober vodja sprašuje dobra vprašanja. Tako da sem prav pol natančno organizirano začela to, premišljevati in študirati, kako je s temi vprašanji. In seveda, saj to je osnova vsakega dobrega kovčinga, recimo, je znati postavljati dobra vprašanja. Osnova zase konec koncev, a ne, usmerjanje sebe je, da si znaš dobro temeljno vprašanje postavljati, a ne, da ugotoviš, če te temeljno vprašanje nekam naprej vodi ali te v bistvu ustavlja, a ne. No, in ta fant pri nas, no, je bil, on je bil vrhunski, on je pač za vsako stvar tako prespraševal, a ne. Okej, to smo tako naredili, okej, zakaj smo to tako naredili, kaj pa če bi tako naredili, a bi lahko drugače naredili? In on je mene zasuval z vprašanji, tako je bil kot 3-letni otrok, ampak to je bilo vrhunsko, to je bilo tako dobro z njim delati, ker si v bistvu v resnici za vsako stvar se prespraševal, a ne, okej, je pa še ona pot, je pa še to možno, je pa še nekaj drugega možno, kako bi pa to, kako bi pa ono. Tako da mogoče je to en delček, no, odgovora, da pri študentih pa tudi pri mlajših otrocih že, a ne, opažaš, da jih velikokrat poklopimo, tudi v šoli, a ne, pač ni časa, je skupina, ne, vprašanje, kako, ne, koliko jim v resnici dovolimo, da oni kar vse povprek sprašujejo in raziskujejo, a ne. In pol se na to navadijo. In v bistvu to prenesemo zelo tudi, še to bom dodala, v odnose. Zdaj, zakaj pa do tega pride, to jaz ne vem, ker ni moje področje, je zelo tako naravoslovje, ampak jaz opažam, da v bistvu tudi v odnosih se zelo pogosto dogaja, če se vrnemo nazaj k vodenju, a ne, dober znanstvenik, dober vodja, dober mentor ali pa tudi dober vodja samega sebe, ne, koliko mi v resnici sprašujemo in koliko kar nekako predpostavljamo v odnosih, a ne. Kaj je recimo, če pride do nekega šuma v komunikaciji ali pa do nekih zamud ali pa do nekih kakršnihkoli izzivov, ke so vedno, kaj je zdaj prva reakcija? A bo prva reakcija spraševati, ugotavljati, se pravi, a bo prvi ta, bomo rekli, vzgib talk to people, se pogovarjati z ljudmi, ali talk with people, se pravi, govoriti o drugih ali govoriti z njimi. A se pozanimati pri onem, ke se je konkretno zgodilo, ali v bistvu grdo rečeno, ampak po domače povedano, pravljati, a ne. In to se mi zdi, da je tudi tako, no, ena taka malo mogoče premalo poudarjena stvar, ker vpliv je pa velik na koncu, a ne. To zastavljanje vprašanj je pač res noro zanimiva tema. Predvsem sem želela, oziroma šlo mi je po glavi, ko si to razlagala, pred kratkim sem prebrala, da tudi pri zastavljanju vprašanj, a ne,
Ko si ti študent oziroma ko si nekdo, ki se učiš, ti lahko zastavljaš vprašanja z namenom, da postaviš nekoga, ki je tvoj učitelj, na laž ali pa, v nelagoden položaj. Lahko pa zastavljaš vprašanja zato, ker te dejansko stvari zanimajo. In če zastavljaš prvi tip vprašanj, je to izredno moteče in se nikoli zares ne naučiš, zato ker vedno predpostavljaš, da veš nekaj več ali pa da imaš širšo sliko od tvojega starejšega učitelja. Če pa ti predpostavljaš, da on ve več in da ti lahko odpira nove poti, se pa ti učiš, on se pa od tebe uči. Ja, zelo zanimiv komentar in nazaj, jaz v tem vidim spet ta vzorca, ne, fear-based, se pravi, ta prvi je bil nekako, ga je bilo strah, strah tega, ne vem, da se bo odkrilo česa še se ga ne zna, a ne, v neki obrambni poziciji, se pravi, je postavljal vprašanje, da bi drugega postavljal na laž, koliko žalosten. In v drugem primeru, a ne, neka taka, neka pozicija, še se lahko naučiva oba skupaj, jaz, ti, a ne, se pravi, in bomo s tem, ko bomo skupaj sestavili sliko z različnih kotov pogledali, vsi skupaj nekaj več vedeli, a ne. Ja, pač in to je hope-based, a ne, se pravi, vprašanja osnovana na nekem upanju, a ne, za prihodnost, a ne. In morda še kakšno minuto, da, pustiva pri, omenila si growth mindset, a ne. Če zelo, poenostaviva morda za vse tiste, ki slišijo ta izraz prvič, gre za princip, da v kolikor ne znaš, ne znaš še. Torej je vedno možnost za izboljšavo. Torej v tem trenutku še ne znam, ne vem, sem pa tukaj zato, da se bom naučila. Kako pomembno je, da ima to znanstvenik oziroma a je to osnovna predpostavka, da si sploh lahko znanstvenik? Ja, tukaj nazaj k tem definicijam, a ne. Jaz sem tako zanimivo, no, ampak ne vem, po kakšnem, po nekih naključjih, ke te življenje pač pripelje, sem v bistvu, ke sem začela voditi oddelek gradbene fizike, ne, na inštitutu, imela, par takih uvodnih predavanj. In eno od njih je bil pač prav growth mindset, a ne, tako s knjigo v roki. Od Carol Dweck. Ja. Okej. Mislim, da ene par smo jih imeli online in mislim, da je bil ta online, mislim, da imamo še tudi celo posnetek tega. To je moglo biti zelo komično. Ampak jaz sem tako taka nadebudna oseba, malo mi je vseeno, kaj drugi mislijo, in poskušam vse sorte, samo da bi delovalo. In zanimiv še ta komentar, tak tip, predavanj smo obdržali čisto do konca in ta predavanja so bila vrhunska. Zato ker so odpirala ena nova, bom rekla, ne, nove horizonte, a ne, Ja. skupini, ki bi sicer, a ne, ke se bi sicer striktno s temi tehničnimi stvarmi ukvarjala, a ne. To so bila pa predavanja raznorazna. No, in med drugim pač ta growth mindset, a ne, jaz absolutno mislim, da, ne bi mogel reči, no, da vsi znanstveniki to obvladajo. Pa tudi tisti, ke mogoče so kar dobri v tem, je še zmeraj prostor običajno za izboljšave. Kot pri vseh, no. Tako, ja. Ker tudi bi rekla, da na splošno kot družba, a ne, včasih te družba tudi malo vleče, a ne, v kakšne stvari, ke niso glih najboljše, a ne. In tukaj, ne vem, mogoče tudi kot družba kot celota bi lahko se malo še dvignili, a ne. Veliko znanstvenikov pravzaprav dela po neki inerciji, so zelo prestrašeni, tudi zelo konzervativni. Tega je veliko v znanosti. Mogoče se to ne izpostavlja tako zelo, ampak mislim, da že glede na rezultate je to več kot očitno, a ne. A lahko za zaključek, ker sva zdaj ogromno govorili, o tem tvoji primarni vlogi kot znanstvenica, zdaj pa še tista drugi del. Točno to, kam je šel čas. Exactly, jaz sem ravnokar na to pomislila. Še ta tvoj drugi del. Ti v bistvu, poskušaš spodbujati na različne načine, pomagati, da se ljudje povežejo v te skupine, da se obdaš z verodostojnimi, believable ljudmi, ki si pomagate pri, različnih izzivih, ki so vam skupna. Kaj počnete oziroma kaj počneš, k čemu jih spodbujaš in kako, te lahko tukaj podpremo? Hvala. Ja, to se je začelo kot neki hobi. Ampak zdaj je to kar orenk zrastel in postalo je mednarodno. Se pravi, ime sem si izmislila Spark Knowledge. Tako kot ena vžigalica vžgi, omogoči, a ne, neko raziskovanje, nova spoznanja, nova znanja, integracija novih znanj. In v bistvu se je začelo s takimi serijo nekih predavanj, webinarjev. Pol je pa ena manjša skupinica nastala, kjer smo se vsak teden dobivali in si v bistvu malo med sabo pomagali in strategije izmenjevali in tako.
klasično gre to za v bistvu vprašanja, ki jih imamo mi v zvezi z objavljanjem člankov, pa izgovori, ki jih imamo na tem področju, pa izogibanju prijavljanju novih projektov, ker so vse te stvari tudi za nas, recimo že uveljavljene znanstvenike, lahko težke, ker smo velikokrat zavrnjeni, ker je razne prepreke so, od administrativnih do raznih. In pol pač rečemo, ja, nimam časa, nimam to, nimam ono, ne. In pravzaprav smo ugotovili, da kot skupina smo si ful uspeli pomagati, a ne. In tako je pol več skupin nastalo in tako je iz tega nastala zmeraj večja stvar, zmeraj več v bistvu. Super je, če so različni ljudje, zato ker ker en pove svojo zgodbo, drugi običajno ful prepoznajo. In če niso iz istih področij, je to še toliko lažje, zato ker se ne počutijo ogrožene, a ne, in konkurenčne drug drugemu. Težave so pa zelo podobne. Mislim, jaz recimo, ke se en čas že s tem ukvarjam, pa tudi s coachingom, a ne, imam tako občutek, da res je pač en zelo omejen nabor, pravzaprav en seznam teh težav, ki jih imamo, in znotraj teh težav se ves čas pač ciklamo, a ne. In tudi meni osebno recimo to ogromno pomaga, zato ker bi sicer, a ne, tudi sama v te iste težave jaz zapletla. Tako pa, ko v bistvu delam z drugimi, ko poslušam druge, se tudi pri meni dostikrat se pomikam veliko hitreje naprej lahko, a ne, v svoji karieri in mi je lažje se čez te prepreke prebijati. Meni se zdi ta ideja fenomenalna. Zelo bi bilo fajn, da se jo preslika, da se jo skopira tudi na druga področja. Ne vem, na svojemu bi bila to ženske v odvetništvu ali pa na katerihkoli drugih, ker res je to. Če nam uspe najti verodostojne ljudi, s katerimi se lahko o stvareh odprto pogovarjaš, nekateri trdijo, da je to 60-70% vsega že narejenega. Tako zelo najbolj eleganten, najenostavnejši način pridobivanja znanja je to, da se učiš od verodostojnih ljudi, ki so že uspeli, ki so prišli čez te prepreke, ki imajo neke veščine, neko znanje, in to je res nekaj, kar bi preprosto, če gre kaj danes ven, naj gre to, da dajmo poskušati širše razmišljati o tovrstnih skupinah, ker je to res neprecenljivo dragoceno. Se strinjam. Katja, zaključek ob koncu, za knjigo si nam v bistvu že povedala, sicer bi te vprašala za kakšno priporočilo, za kakšno dobro knjigo, pa je bilo to knjiga v zvezi z zastavljanjem vprašanj. A bi nam še kakšno priporočila? Ja, jaz zdaj sem tudi napisala, seveda, ne, v zvezi s tem vodenjem v znanosti knjigo in trenutno še iščem založnika v angleščini. Sicer pa pravzaprav se pokaže, a ne, mi si sicer mislimo, a ne, znanstveniki, da smo neki čisto ful posebni, a ne, ampak kar se tiče mehkih veščin, komuniciranja, vodenja, kar se tiče čisto enih osnovnih vrednot in tako, so pravzaprav vse te splošne knjige se tako na nas aplicirajo, a ne, kot na vse ostale. Tako da recimo take moje bolj, bom rekla, ljube so Talent is overrated, ne vem, a je ta v slovenščini, ampak da je nekako preveč dajemo poudarek na talente. Potem recimo Razmišljamo hitro pa počasi, a ne, okej. Potem recimo taka evergreen pri meni so tudi določene na temo pisanja, tudi znanstvenega pisanja, ampak tudi mogoče samega predstavljanja zgodb. Pa potem jaz pač prisegam na to, da veliko berem tudi biografij raznoraznih ljudi ali pa takih bolj, zdaj so take poljudne biografije, a ne, ker me te pač tudi zelo navdahnejo. Katja, najlepša hvala za tvoj trud, za tvojo navdihujočo zgodbo, za to, da se trudiš spraviti stvari ven iz okvirov, in veliko sreče na tvoji znanstveni poti, pa tudi na poti mehkih veščin in opolnomočenja čim več ljudi v okolici. Hvala lepa. Hvala, ker si bila moja gostja. Hvala. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.